Zdravo, evo, pozdrav iz mojega vrta. Zdaj sem se odločila, da bom vsak dan posnela en video, kar evo, iz mojega vrtička in zakaj ne bi vam na tak način mogoče dala kakega pametnega nasveta. In sicer danes se bom dotaknila, kaj dejansko objavljati na družbenih omrežjih. In danes vam bom dala eno idejo. In sicer, če pišete blog, se pravi, da imate na spletni strani blog, nekateri mogoče samo objavljate na družbenih omrežjih, nekateri pišete kakšne vsebine za email marketing in potem iz te vsebine lahko marsikaj naredite. Eno je, za kakšne objave dejansko lahko z enega bloga naredite. Da najprej napišete uvod v sam blog in potem date link, več pa na drugi strani, zraven pa dodate kako slikico. Druga varianta je, da naredite, v bistvu, da date kot objavo celoten blog s kakšno slikico, ampak ponavadi je zdaj na družbenih omrežjih ni fajn, da je predolgi, pa mogoče, če imate malo daljši zapis, ga skrajšate in prilagodite za družbena omrežja. Tretja stvar, kako lahko naredite, je, da dejansko iz posameznega bloga najdete kakšne besede, kakšne stavke, ki so bili pomembni in posebej naredite kot ena misel iz tega bloga. Sploh, če pišete za kako osebno rast, mogoče date kako misel in potem jo mogoče v Canvi, se pravi v brezplačnem orodju Canva, tisti, ki ga še ne poznate, je super orodje, lahko skreirate kakšno slikico, gor daste dejansko to misel in je to spet ena objava, ki jo lahko uporabite pri vaši marketinški strategiji. Potem tretja varianta je, da dejansko iz bloga naredite video. Če poznate mogoče orodje, brezplačno orodje Lumen 5, tam v bistvu dejansko skopirate link od celotnega bloga, ga vnesete v sistem in potem samo dodajate besede iz bloga, kakšne video vsebine, slikice, ki so že dejansko v galerijah tega orodja in skreirate celoten video. Zdaj lahko samo iz utrinkov bloga, lahko že iz celotnega bloga, pač odvisno od dolžine. Lahko pa tudi naredite mogoče v Canvi, se pravi naredite, rečemo, dioprojekcijo iz različnih slikic. Lahko tudi dioprojekcijo naredite direktno na poslovnih straneh Facebooka in potem iz tega kreirate video, se pravi mogoče imate naslov 5 nasvetov, kako to pa to in potem posamezni nasvet date na posamezno sličico, mogoče v Canvi in iz tega izvozite kot MP4 in naredite dejansko video vsebino. Se pravi, vidite, koliko enih stvari se da narediti samo iz enega bloga. Je pa še ena stvar, ki bi vam rada povedala. Vi, ko enkrat blog objavite, to pomeni, da ga lahko čez čas ponovno objavite. Mogoče ga samo malo prilagodite, malo, ne vem, spremenite. Ne vem, če ste lani imeli en najbolj bran blog, zakaj ga še ne bi letos objavili? Zakaj? Ker imate nove sledilce, ljudje so že od lani pozabili, se pravi, ljudje hitro danes pozabljajo stvari. Se pravi, da vi lahko iste objave večkrat tekom leta objavite. Ne samo enkrat napišete super blog in potem videlo jih je malo ljudi in potem žal tam en mogoče dober zapis vidi premalo ljudi. Tako da izkoristite, se pravi, isto objavo lahko objavite še večkrat. In vidite, temu se reče recikliranje v bistvu vsebin in iz enega blog zapisa lahko ogromno objavite. Ker vedno zdaj se stranke obračajo k meni pa govorijo, Tanja, kaj naj objavljam, več ne vem. Evo, zdaj sem vam dala en super primer, kako iz enega bloga lahko naredite, koliko smo našteli, 6-7 objav. In se pravi, dajte večkrat ponoviti isto objavo, ker imate vedno nove sledilce. Ljudje mogoče prvič so videli objavo, pa je niso prebrali. Nič ni narobe, če večkrat preberejo ljudje isti zapis. Če je dober, to samo koristi. Tako da, zdaj pa hitro v akcijo.